Za vse najnovejše politične dogodke z veseljem pozdravljamo v studiu našo višjo dopisnico Owen Altman. In Owen, začeti želim z zgodbo v razvoju, ki zagotovo odmeva tukaj v Izraelu. Vlada se morda odloča, da ne bo spoštovala odločitve Vrhovnega sodišča. Če to drži, je to zagotovo brez primere. Kakšno je zadnje dogajanje? Povejte nam več. Velika zgodba tukaj v Izraelu, Benita. 3 od 5 večernih informativnih oddaj so to objavile kot glavno zgodbo in tukaj v Izraelu je deležna velike pozornosti. Ne da bi preveč šli v podrobnosti, ampak osnovna dejstva so, da gre za spor glede medijskega regulatorja, ali ima sklepčnost ali je nima. Vrhovno sodišče pravi, da regulator še vedno lahko deluje in mora delovati. Vlada pravi, da ne more delovati in ne bi smel. In vprašanje je, ta regulator, ta odbor, koga poslušajo? Ali poslušajo sodišče ali poslušajo vlado? In zato gre za ustavno krizo. Benita, lahko si predstavljamo podobne krize v drugih demokracijah in podobne krize so se že zgodile v drugih demokracijah. Zakaj je to velika novica v Izraelu? Ker kljub vsem letom ostre kritike sodišča in še posebej Vrhovnega sodišča strani izraelske desnice, vključno z desničarskimi vladami tukaj v Izraelu, vlade niso bile pripravljene dejansko prestopiti meje in reči, da ne bodo poslušale sodišča. In pomembno je povedati, da je ta vlada v zadnji uri dejala, da tega dejansko ne bodo storili. Kabinetni sekretar je podal pojasnilo in rekel: počakajte malo, izjava, ki ste jo prej dala naš pravosodni minister in minister za komunikacije, ne pravi, da ne bomo poslušali sodišča. Le ostro kritizira odločitev sodišča. Mislim, da sem ustrezen odstavek prebral 3-krat, 4-krat. Glede na moje branje bi ga lahko razumeli na oba načina. Vendar je pomembno, da kabinetni sekretar, ki zastopa vlado, tudi če je politično imenovanec in državni uradnik, ne pa javno izvoljeni funkcionar, poda tako pomembno izjavo. Kakorkoli že, to je v Izraelu povzročilo pravi vihar. Celo predsednik Yitzhak Herzog je danes izdal izjavo, da je to rdeča črta za vlado, da ne le ostro kritizira Vrhovno sodišče, ampak da dejansko ne upošteva njegove odločitve. Skratka, Benita, morali bomo počakati in videti, kako se bo to razvilo. Ali imamo dejansko situacijo, kjer sodišče regulatorju naroči, naj se sestane, vlada pa mu naroči, naj se ne sestane in se mora regulator odločiti. Kar pomeni, da imamo nekakšno ustavno krizo, ali pa gre za veliko hrupa, ki na koncu ne pripelje nikamor. Ampak to je velik del izraelskega političnega prizorišča in izraelskih volitev. Prej sva že govorila o tem, kako so lahko vprašanje, kot je to, kljub vsemu, kar se je zgodilo po 7. oktobru, še vedno v središču volilne kampanje. In dogajanje čez dan, Benita, skoraj ne glede na to, kam vodi, je pomemben opomnik. Zakaj? Primer, kot je ta, zagotovo vnaša nemir tik pred volitvami, kot sva razpravljali že več tednov. Pravkar smo imeli poročilo z Gadi Eisenkotom. Ta moški velja za največjega izzivalca doslej. Za Benjamina Netanjahuja se lahko še marsikaj spremeni. Kako zaskrbljen bi moral biti izraelski premier? In kaj pravzaprav Eisenkot trenutno ponuja, da zaradi tega vzbuja toliko pozornosti? Drugo vprašanje, izjemno pomembno, Benita. Najprej hvala našemu kolegu Šaju Izraelu na naši sestrski hebrejski televiziji za poročilo. Tudi če ga je, kot ste slišali, spremljal znan glas, si zato zagotovo ne morem pripisati zaslug. Poglejte, Gadi Eisenkot je ustvaril nekakšen kontrast z Netanjahujem. Videli smo ga v tistem prispevku v intervjuju z našo sestrsko hebrejsko televizijo z nekakšnim zmečkanim videzom, kar je očiten kontrast z Benjaminom Netanjahujem, ki je vedno zelo uglajen. In veliko Izraelcev to privlači. Nekdo, ki daje občutek prizemljenosti, skromnosti in za katerega pravijo, da je takšen ne samo pred kamerami, ampak tudi v ozadju. Ponižnost ni nujno ena od Netanjahujevih najmočnejših lastnosti. Seveda ima Netanjahu tudi druge močne značilnosti. Gadi Eisenkot je bil prav tako nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske, zato prinaša resnično varnostno verodostojnost v svetu po 7. oktobru. Benita, tudi če to ne bodo vprašanja, ki bodo odločila volitve, in tudi če samo varnostne reference ne bodo dovolj, je morda to vseeno potrebno. Kar zadeva Netanjahuja, je v preteklosti pogosto dejal, da ga ne skrbi, kako si levica razdeli svoje glasove. In trenutno je poudarek manj na tekmi med Eisenkotom in Netanjahujem in bolj na tekmi med Eisenkotom in Bennetom. O tem, kdo bo Naftali Bennett, nekdanji predsednik vlade. Kdo izmed njiju, Bennett ali Eisenkot, bo glavni izzivalec Netanjahuja? Bennett je preprosto padel v anketah, medtem ko je Eisenkot močno pridobil. Naša zadnja anketa sestrskega hebrejskega kanala postavlja stranko Gadija Eisenkota na 20 sedežev, če bi bile volitve danes, Bennetta pa na 11.
Mimogrede, anketa, ki jo je v zadnji uri objavil izraelska javna radiotelevizija Kan, postavlja Eisenkotovo stranko na 23 sedežev, kar bi pomenilo izenačenje z Likudom. Likud Benjamina Netanjahuja ima prav tako 23 sedežev. V vsakem primeru je trenutno v spredju tekma, če hočete, med Eisenkotom in Bennettom. In Eisenkot je prevzel jasno vodstvo v vseh anketah. Toda vprašanje je, Benita, ali je bil, če uporabim ameriški izraz, preverjen. Ali bomo priča ameriškemu ciklu vzpona, medijskega drobnogleda in padca za Gadija Eisenkota, ko bodo mediji in njegovi politični nasprotniki začeli namenjati več pozornosti njemu? Bo sposoben preživeti takšen drobnogled? No, vsekakor se lahko v prihodnjih mesecih zgodi marsikaj. A vendar je danes v povezavi z Likudom v ospredju še eno ime. Julij Edelstein, dolgoletni član te stranke, ki pojasnjuje, zakaj se je odločil oditi. Povedal je, da bi bilo ostati izdaja njegovih načel, obenem pa namiguje na oblikovanje nove politične poti. Zagotovo je zanimivo deliti takšno mnenje v tem času. Kaj menite o tem, kar smo slišali od Julija Edelsteina? Gre za Edelsteina, Benita, vendar je zgodba večja. Gre za potencialne volivce. Del izraelske javnosti se ima za desničarje, vendar jim niso všeč določene stvari, ki so se zgodile v tej vladi. Vprašanje, da ultraortodoksnih redi študentov ješive ne vpokličajo vojsko in tudi slog nekaterih poslancev in ministrov Likuda, ki pogosto kričijo in vpijejo, zdi se, da morajo to početi, vendar jim to ni všeč. Hkrati pa nočejo glasovati za opozicijo. Edelstein in ne samo on jim skušajo ponuditi politični dom. Kar se tiče Edelsteina osebno, ki je morda znan obraz nekaterim našim gledalcem, bi rekel tole. Tisti, ki so po mojem mnenju v zadnjih nekaj tednih govorili z njim, so dobili jasen vtis, da tudi če se je odločal med tema dvema potema, je to pot, ki jo bo izbral. Da po 23 letih zapusti Likud in vstopi v politično tekmo, da postane eden izmed teh ljudi. In številni, ki poskušajo voditi kampanjo za ta blok izraelskih volivcev, Benita, desničarskih, a ne nujno na strani koalicije, se počutijo politično brezdomne. Edelstein in ne samo on poskušajo tem ljudem dati politični dom. In ta skupina je pomembna. O tem bomo govorili v naslednjih nekaj mesecih. Saj je to skupina nihajočih volivcev, če hočete, ki bi lahko odločila volitve.